Danes se potopimo v prostrani svet rezervnih delov, ampak ne v mojo garažo. S Prostoferi spoznamo posebno obliko solidarnosti v mobilnosti. Zapeljamo SUV EQE in povsem novo Toyoto CHR. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Svet dobaviteljske verige in celotne poprodaje že od nekdaj živi v senci blišča prodaje novih avtomobilov. Kar pa ne pomeni, da je ta svet majhen, prav nasprotno, ogromen. In po svetu se vozi 1,4 milijarde avtomobilov. Zato ni presenečenje, da je posel rezervnih delov vreden več 100 milijard evrov letno. In kot zanimivost, COVID je globalizacijo tega posla samo še pospešil in povečal. Saj je postalo še bolj jasno, da mora dobavitelj tudi lokacijsko postati še bliže proizvajalcu avtomobila. No, in vsak izmed nas se v enem trenutku sooči z dilemo. Ali v avtomobilu graditi originalen del, ki je načeloma vedno malo dražji, ali originalnemu primerljiv nadomestni oziroma del drugega proizvajalca. Serviser bi nam moral znati pojasniti razliko med enim in drugim. Predvsem pa bi nas moral opozoriti na tveganje vgradnje neoriginalnega dela. Ti so praviloma seveda najcenejši, ampak prinašajo tveganje. Mopar je del globalnega Stellantisa in je v tem poslu že skoraj 90 let. Se spoznajo na poprodajo in na rezervne dele, tukaj pa poleg originalnih in originalom primerljivih delov ponujajo še eno rešitev. Verjetno se je že vsakomu od nas kdaj zgodilo, da nas je avto preprosto pustil na cedilu. To se ponavadi zgodi takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če sledi večje popravilo, je slabe volje še toliko več. Slednjo želimo kar najhitreje umiliti, z ugodnim popravilom, ki vključuje tudi ugodne nadomestne dele. Zdaj splet ponuja neskončno možnosti in poleg originalnih delov lahko enostavno najdemo tudi neoriginalne dele. In tu lahko nastane težava. Neoriginalni deli so resda cenejši, a so lahko sumljivega porekla. Njihova vgradnja pa lahko prinese več težav kot koristi. Obstaja pa tudi tretja možnost. Ja, to so pa dejansko originalni obnovljeni nadomestni deli, ki v bistvu niso obnovljeni tako, kot si predstavljamo lokalno, kjer zamenjamo samo nekaj delov, ki so okvarjeni, ampak so dejansko obnovljeni oziroma novi deli. Tukaj imamo recimo primer novega alternatorja in pa obnovljenega. Dejansko, če pogledamo, vidimo, da sta oba dva dela nova. Ampak če je obnovljeni del praktično nov, je potem tudi cena enaka novemu delu? Del je nekje tretjino cenejši od novega. Ima popolnoma enake, bom rekel, karakteristike kot nov del, zato je tudi garancija popolnoma enaka kot na nov del. Določeni avtomobilski deli so sestavljeni iz večjih komponent. Včasih tovarna ne ponuja popravila posamezne komponente, zato se marsikdo zateče k lokalnemu popravilu. Ta je za uporabnika zagotovo cenejši, a vseeno ni enakovreden tovarniško obnovljenemu delu. Tako je. Recimo primer sklopke. Ta del je popolnoma nov, in v bistvu z teh del se uporabi samo za reciklažo. Bistvena razlika med lokalno obnovljenim delom pa je ta, da pri lokalni obnovi zamenjamo samo torno oblogo sklopke. Vsi ostali, bom rekel, utrujeni elementi, kot so vzmeti in vodila, so pa stare. In tako popravilo dejansko je začasna rešitev. Lahko stranka tovarniško obnovljene dele kupi kjerkoli in jih tudi vgradi kjerkoli, ali je kakšna razlika, kje se jih kupi? Lahko jih kupi kjerkoli, je pa razlika poglavitna v tem, da če kupi na pooblaščenem servisu in tudi vgradi na pooblaščenem servisu, je garancijska doba za ta izdelek daljša. Veliko daljša, tudi do 3 leta. Lokalno popravilo je za marsikoga mamljivo, ker je cenejše. A pri tem tvegamo, da avto izgubi tovarniško garancijo. Kako pa vpliva vgradnja tovarniško obnovljenega dela na splošno garancijo, ki jo ponuja proizvajalec avtomobila? To ne vpliva na garancijo vozila, zato ker imajo te obnovljeni deli enako garancijsko dobo kot novi deli in zagotavljajo enak nivo kvalitete.
Še vedno pa obstajajo ljudje, ki verjamejo, da so dovolj dobri samo originalni deli. Zakaj potem takem zaupati znamki Mopar in kakšno je pravzaprav njeno poreklo? Znamka Mopar deluje po celem svetu in je bila ustanovljena že davnega leta 1937 strani podjetja oziroma proizvajalcev vozil Chrysler in Mopar pomeni Motor Parts. Dejansko je to del Stellantisa, ki skrbi za nadomestne dele in glede na to, da, kot sem že rekel, deluje po celem svetu, je to pač znamka, ki ji lahko zaupamo brez težave, ne? A si predstavljate, da bi zdaj na tem prednjem delu, na maski tega avtomobila ven štrlela tista slovita Mercedesova trikraka zvezdica? Jaz si prav predstavljam, kako bi reagiral naš Robert Lešnik. Verjetno bi si vzel nekaj sekund premora, potem zavzdihnil, na koncu nam dal en tak poslovno korekten odgovor, pri sebi bi si pa zagotovo mislil, pa zakaj vendarle smo toliko ur prebili v vetrovniku, če nam pa potem vso to našo aerodinamiko pokvarijo z eno tako štrlečo zvezdico. Namreč glavni oblikovalec zunanjosti Mercedes-Benzovih vozil, naš rojak Robert Lešnik, je seveda svojo ekspertizo pri doseganju rekordnih podatkov glede aerodinamike dokazal tudi pri tem modelu. Ja, seveda, 0,2 je podatek, ki ga drži Mercedes EQS, ampak tudi 0,25, kolikor dosega tale velika terenska gmota, je zelo, zelo dober, pravzaprav odličen podatek. Naj bo ta Lešnikova oblika še tako superiorna, pa je po mojem osebnem mnenju vendarle drugotnega pomena. Namreč tisto, kar pri tem avtomobilu zares šteje, je pravzaprav vožnja. Ta električni, težek, novodobni Mercedes pelje točno tako, kot se mora peljati Mercedes. Se pravi, točno tako, kot so se peljali vsi tisti stari Mercedesi, recimo od 50-ih let naprej pa do danes. Za vas seveda imamo poseben video o občutkih med vožnjo s starimi Mercedesi. Stisnite pauzo na vašem televizijskem daljincu, s telefonom poskenirate kodo na zaslonu, nato pa se po ogledu oddaje podajte na druženje s temi starimi Mercedesi. Ampak udobje teh starih legendarnih Mercedesov pa v tem modernem električnem SUV-ju dopolni še eno presenečenje. Udobje pa je v tem Mercedesu EQE SUV kombinirano s perfektnim obnašanjem v ovinkih. Namreč ta avtomobil, tudi ko se pripelješ v ovinek, čutiš, predvsem pa je ta avtomobil kar nekako voljan voziti po ovinkih. In seveda, glede na ogromno maso tega električnega avtomobila, to nekako ne paše skupaj z fizikalnimi zakonitostmi. Fizikalnim hipotezam ta SUV kljubuje z zračnim vzmetenjem, elektronsko nadziranim štirikolesnim električnim pogonom, pa tudi štirikolesnim krmiljenjem. Ta tehnika je pri tem modelu nujna izbira, če vožnjo jemljete tudi kot zabavo in ne samo kot nujno zlo. Ta tehnika je po našem mnenju pomembnejša kot na primer 8000 evrov vredno doplačilo za tako imenovani Hyperscreen, ki ga lahko nekako opišemo kot steklena armaturna plošča z zasloni na vsakem centimetru. Brez Hyperscreena namreč kot voznik ne boste prikrajšani. Je pa nekaj, česar pri tem avtu ne boste dobili. Namreč SUV v oznaki še ne pomeni terenskih voznih lastnosti, ampak zgolj družinsko prostornost. Čeprav ste si to želeli, to še ni električni GLE. Predstavitev prve Toyote CHR ni bila pomembna samo za znamko, ampak tudi za Evropo, saj je prinesla pomembne novosti v segment C. Zato ni presenečenje, da se njena naslednica izdatno naslanja na ta kapital. Ampak tokrat še bolj izrazito igra na čustva evropskih kupcev. Načrtovana, zrisana, zdizajnirana in narejena v Evropi za Evropejce. Na prvi vožnji pa je bil Luka.
Najprej smo občudovali zelo drzen koncept. No, potem smo ugotovili, da so oblikovalci Toyote veliko te oblikovne drznosti upeljali tudi v serijski primerek. No, zdaj pa je čas, da ta serijski primerek tudi preizkusimo. CHR še naprej izstopa s svojim videzom. Tokrat celo še bolj. Po zaslugi zelo izstopajočih zadnjih žarometov, pa recimo tudi dvobarvne karoserije. No, celo trobarvne karoserije. Nekaj plastike na zunanjosti avtomobila namreč zaradi ekoloških razlogov celo ni lakirane. Ampak tiste najbolj občutne prednosti so se izkazale ob naši prvi vožnji, torej za volanom. Pri Toyoti so namreč želeli, da njihov hibrid ne bi bil le ekonomičen, ampak tudi zabaven za vožnjo. Of course, my hybrid is quite efficient, but on top of that, in line with the vehicle character, so we want to deliver the fun-to-drive feeling, very agile and responsive handling, and also the acceleration. If the style is emotional, but boring performance, that kind of things we didn't want. Tudi Toyotini testni vozniki so vozilo veliko preizkušali na dinamičen način. Z njim so se recimo podali celo na Nürburgring, pa na sneg, ampak ne zato, ker bi bil to kakšen zelo športen model, pač pa predvsem v želji, da bi pregovorno umerjen hibridni pogon ustrezal tudi zavitim evropskim cestam, ki jih imamo evropski vozniki zelo radi. Tako so nam povedali pri Toyoti. It depends on the situation, but if we go to the, for example, the little bit sleepy road or some winter condition, I think the four-wheel drive 2.0 liter hybrid is much better. But I drove in the Sweden last year in the cold test. It's quite fun and very stable. CHR bo po novem na voljo tudi kot priključni hibrid, ampak tega si pustimo za kasneje. Toyota ga bo namreč uradno predstavila februarja. Sam sem tokrat preizkušal različico s klasičnim hibridnim pogonom, torej 5. generacijo Toyotinega hibrida. In po prvi vožnji bi vozno izkušnjo ocenil predvsem kot zelo prepričljivo razmerje med vozniško dinamiko in udobno vožnjo. CHR-ov pogon po novem na cesti zaznava vzpone in spuste. Tako prilagaja pomoč elektromotorja oziroma delovanje pogona, po potrebi dodaja ali odvzema moč in navor in tako zagotavlja čim bolj tekočo vožnjo. In ne nazadnje, veliko pozornosti je posvečeno aerodinamiki. Poglejte na primer te odslej skrite kljuke ali pa tale zanimiv strešni spoiler. In na tem področju je CHR celo najboljši v svojem segmentu. There are three aspects for the aerodynamics. One is the exterior style. It's a quite big contribution. And also the air intake is another thing. And also the air flow under the floor. These three portions aspect is a big contributor. CHR torej ostaja nekakšen avtomobilski nastopač, v katerega se sicer vstopa precej pokončno. Sedi se namreč precej višje kot pri Priusu, ampak kljub temu se bosta v tem avtomobilu še naprej najbolje počutila dva. Spredaj je namreč za Toyotine standarde nadpovprečno domiselno oblikovana tudi notranjost. Posebej zanimiva je tale pregrada, ki nekako ustvarja utesnjen občutek kokpita. Utesnjen občutek oziroma dober bočni oprijem nudita tudi prednja školjkasta sedeža. Na voznikovem mestu pa poprimemo tudi za športno oblikovan volanski obroč. In še ena zanimivost. Toyotina ambientalna osvetlitev nima le varnostne funkcije, ki jo običajno pohvalimo v sodobnih avtomobilih, pač pa svojo barvo spreminja celo glede na uro v dnevu. No, kaj pa slovenske specifike? Kaj lahko v zvezi s tem priznamo zanimivim novincem pričakujemo pri nas? S CHR-om lansiramo 3 pogonske sklope, to je hibridni 1.8 motor, hibridni 2.0 in pa plug-in hibridni 2.0. Smatramo še zmeraj, da hibridna različnica je tista, ki bo pritegnila daleč največ kupcev. Na eni strani povezana je z nakupno ceno vozila, na drugi strani s hibridnimi vozili dosegamo časovno gledano več kot polovice vožnje na elektriko, tako da v bistvu pokrijemo neki optimal, če se še malo bolj poglobimo v proizvodnjo baterij, proizvodnjo električne energije, ki jo v Sloveniji uporabljamo, je za vse tiste, ki smo okoljsko osveščeni, vsekakor hibridna tehnologija pravi odgovor.
Mislim, jaz se včasih hecam, da ko kupujete vozilo, če naredite tabelo, potem smo mi zmagali zagotovo. Se pravi, racionalna blagovna znamka smo. Hkrati pa vozilo je še zmeraj čustven nakup. Na koncu se ti vozilo mora dopasti. Ne kupiš vozilo zato, ker je najboljše, ampak mora imeti v sebi tudi nek čar. In CHR ga zagotovo ima. 5. december je dan prostovoljstva. In letos bomo ta dan zagotovo vsi še posebej ponotranili. Saj gre k koncu leto, v katerem se je moč prostovoljstva v družbi zelo dobro videla. Videlo se je pa tudi to, da je prostovoljstvo pri nas zelo dobro organizirano. V Sloveniji imamo zelo veliko prostovoljskih organizacij, natančneje kar 1895 in pokrivajo zelo široko polje dejavnosti. Od izobraževanja, športa, naravovarstvenih organizacij in še bi lahko naštevali. Veliko prostovoljstev nas je recimo aktivnih tudi na področju dvigovanja prometne varnosti. Pomen prostovoljstva v družbi je mnogoplasten in zelo presega zgolj pomoč posameznika posamezniku. V prometno-varnostnih projektih se prav skozi prostovoljstvo pogosto pokaže na problem, ki bi sicer ostal prezrt. V takih primerih pogosto posamezniki in društva, še posebej v lokalnih okoljih, odreagirajo prva, kar je izjemna dodana vrednost. Manjka pa naslednji korak. Če se s pomočjo prostovoljstva ugotovi, da bo nek problem v prihodnosti samo še večji in ga na tak način ne bo moč več uspešno reševati, potem je to trenutek, da se poišče sistemsko, trajnejšo rešitev, lahko tudi komercialno. Naša dolgoživa družba in želja po mobilnosti v vseh življenjskih obdobjih je že tak primer. Prostoferi pa svojimi vožnjami niso le nakazali na rešitev problema danes, ampak so del odgovora tudi na vprašanje, kako to rešiti sistemsko v prihodnje. Pa koliko ste pa plačali za to? To nismo nič plačani. Plačilo je dober občutek, eno zadovoljstvo nas, da nekomu lahko pomagamo. Pri tem dajanju človek se mi zdi več dobi kot da. Se strinjam in to lahko potrdim iz osebnih izkušenj, namreč postal sem prostofer. Seveda so vsi okoli mene začeli komentirati, da kaj se pa pač grem, ko pa jaz ves čas delam, ker nimam nikoli časa. Ampak privilegij svobodnega razporejanja delovnega časa mi hkrati omogoča, da lahko včasih v moj urnik tudi kaj urinem oziroma kakšno opravilo tudi zamaknem v mojem koledarju. In seveda, ko so me prvič klicali, sem bil na poti, drugič sem imel snemanje, tretjič sem imel nujen sestanek, ampak četrtič sem pa vendarle uspel najti čas, da sem peljal gospo v Ljubljano k zdravniku. In seveda naj povem, da ta video ima agendo, pa naj ne bo skrita agenda, namreč ta video je povabilo. Namreč s prostoferskimi vožnjami je tako, da je povpraševanje večje od ponudbe. In povabimo vas, da se nam pridružite, zato ker če nas bo več voznikov na razpolago, potem bodo v klicnem centru imeli na razpolago več ljudi, ki jih lahko pokličejo, da opravimo te vožnje. Torej, tudi če imate malo časa, pridružite se, pri tem pa se zavedajte bistvenega pravila. Nobene slabe vesti ne imejte, če ne boste utegnili in boste pač morali reči ne. Predlagam pa, da zdaj v tem videu odgovorimo na tistih nekaj najbolj pogostih vprašanj. Začnemo pa s tem, komu so te prostovoljne šoferske storitve sploh v prvi vrsti namenjene. To ni taksi služba, ki pride v posamezno občino, se pravi, govorimo o teh prevozih v zdravstvene ustanove, se pravi bolnišnica, zdravstveni dom, lekarna, ustanove javnega značaja, občina, banka, pošta, upravna enota, pa seveda trgovina, pa obisk svojca, dom upokojencev, center, socialno delo, mogoče zdaj v novembru tudi potreba po prevozih na pokopališče svojcev, kakšno svečko prižgati. Skratka, govorimo o nekih humanitarnih prevozih, ki naj bi bili za uporabnika seveda brezplačni. To zgodbo snemamo v moji domači občini, ki je sicer majhna po številu prebivalcev, ampak velika po površini. V Ljubljani recimo
ta storitev ni tako zelo nujna, zato ker recimo sredi Ljubljane imamo naprimer tudi kavalirja, ampak so pa tudi Ljubljančani že pootarnili, da bi tudi oni potrebovali prostoferja. Namreč na obronkih Ljubljane tudi najdemo takšne odmaknjene vasice, kakršne imamo recimo tudi tukaj pri nas v Laščah. S temi podeželskimi posnetki vam želiva snemalcem Davidom Šavljem prikazati, kako zelo nujne so prostoferske storitve recimo v takšnem podeželskem okolju. Namreč vasice, Rute, Uzmani, Bavtki, Sloka Gora, Krvava Peč, med 88 vasmi, ki so razpotegnjene na 103 kvadratnih kilometrih naše občine, je namreč izredno veliko zelo odmaknjenih vasi. Tukaj ni avtobusa. Recimo moja prva prostoferska stranka živi kar 50 minut peš stran od prvega avtobusa. 50 minut peš stran. Mislim, da je potreba po prostoferju bo še večja, ker starejši ostajajo doma osamljeni. Sploh vasi više ležeče v naši občini, mladi odhajajo in se odseljujejo, in potem so te starejši osamljeni in nekdo, ki jih pride iskat s prostoferjem, je potem tudi psiholog in jim je za družbo. Upam, da se pa mreža tudi razširi, da bo tudi počas tudi zgolj za trgovino ali pa če je možno za kavo, ker starejši so oddaljeni in potrebujejo družbo. Ampak vse to zdaj pa res lahko spremenimo, vsaj zdaj v decembru. Če je avtomobil frej, kar ponavadi ob petkih in pa sobotah pa nedeljah je, pa če je dobra volja, zakaj ne bi torej med humanitarne prevoze ušteli tudi recimo obisk sobotnega koncerta ali pa obisk sobotne tržnice, sploh če se vas najde več sosed skupaj. Pokličite, preverimo, mogoče se pa pač najdemo. Predlagam pa, da zdaj nadaljujemo z odgovori na vprašanja. Se pravi, vnuke ne morate sabo peljati na vožnjo? Ne, to pa sigurno ne. Nobenega, ne. To pa tudi drugih nenajavljenih ne vozi. Zadnjič se mi je zgodilo v bistvu na vožnji, da ne je ustavila v bistvu ena gospa iz Škofljice, oziroma Lavarce, točno in če bi lahko še njo pobrala, pa jo peljala na Orle. To je nemogoče. Zakaj ne? To je nemogoče, ker vsi uporabniki morajo najprej poklicati zlato mrežo, da storitev potrebujejo in ko dobijo to odobritev, potem šele lahko iz zlate mreže kontaktirajo nas voznike in potem nam pošljajo SMS, na katerega uporabnika gremo iskati. Da stvar lahko funkcionira, pač morajo veljati pravila igre. Torej, 3-dnevno naročanje vnaprej med 8 in 15 uro na telefonsko številko 08 0 1 0. Seveda pa je za vsa ta pravila igre razlog v zavarovanjih. Obstajamo od leta 2017, kjer smo prvotno idejo tako zasnovali, da so najprej te prevoze nudili za svojimi vozili. Pa smo ugotovili, da so te stroški previsoki. Se pravi, jaz ne smem voziti svojim avtom? Načeloma ne, pa ne, da bi bilo sporno to, da bi vi ne bi vozili s svojim vozilom, ampak gledajte, ko uporabite prostofersko vozilo, mi vemo, da je to vozilo kasko zavarovano, zavarovani so vozniki, zavarovani so sopotniki. Jaz vašega vozila ne poznam, ne vem, kakšna zavarovanja so urejena, zato se za te prevoze uporablja seveda to prostofersko vozilo, ki je na voljo na občini. Koliko je pa treba imeti veščin zdravstvene nege? Niti ni potrebno, ne? Ni treba toliko veščin. Majhno bolj moraš biti, da si nekako srčen, da lahko pomagaš, da vidiš, če težko gre, mu primeš, zadržiš vrata. Teh veščin malo je v redu, da jih imaš, ampak ni pa potrebno, da bi, ker prostofer ne vozi res hudo invalidnih z vozičkom, ampak ali pa s kakšnimi hudimi poškodbami. To so pač dializni bolniki, bolnik, ki gre na pregled k okulistu z rednimi pregledi. Se pravi, v bistvu dovolj je, da primeš pod roko. Tako. Kaj recimo klepetate med vožnjo? Zelo lahko kdaj tudi zelo osebne stvari, ne? Moraš biti zelo potrpežljiv,
in poslušati. Zdaj, če se samo v Ribnico peljemo, je to 20 minut, če se pa peljemo v Novo mesto, poznaš vse sorodnike do tretjega kolena nazaj. A ne? Skratka, tle moraš biti potrpežljiv mal in imeti to rad, bom rekel, da ti ni težko poslušati. Ljudje težko razumejo, da je nekaj čist zastonj. Ponavadi skoraj vedno hočejo nekaj, ne denarja, to ne, ampak eno malenkost ti dati. In tako se mi je od začetka tudi dogajalo, da ko sem vedno povedal, da bistvo prostovoljstva je, da je brezplačno, da je pač prostovoljstvo, sem potem, ko sem že jih odlal, v avto od zadnji recimo dobil en paket jajc ali pa tudi steklenico žganja. Kako se je mreža sploh v bistvu financira? V bistvu je to državni denar? Državni denar bi si zelo želeli, pa tudi sredstva razpisal, tako da nekako stroške klicnega centra financira občina. Našem zavodu, tako jaz kot moja sodelavka, upravljava svoje delo obadva kot prostovoljca, se pravi tudi midva, obadva sva zaposlena v drugih podjetjih in delava v zavodu Zlata mreža kot prostovoljca, tako kot vsi naši vozniki. Imamo pa nekaj donatorjev in sponzorjev. Eden od teh donatorjev je tudi podjetje, ki prostoferstvo podpira že od samega začetka in za letošnji december so sprožili interno akcijo, da prostoferstvo nehajo podpirati samo z denarjem, ampak tudi z dejanji. Danes prva vožnja je bila, ne? Prva vožnja. Kako je bilo? Perfektno. Lepo damo sem imel sabo, prijetno. Sem precej klepetala. Dajte mi povedati, zakaj? Zakaj ste se zdaj odločili? Preveč časa. Preveč časa imate. Pa lušen mi je delati z ljudmi. Cel življenje sem delal z ljudmi, tako da to mi je v krvi napisan zgleda. Bliža se zaključek leta in temu primerno tudi zaključek izbora za slovenski avto leta. Bistvena novost, pravzaprav sprememba letošnjega izbora, pa je, da je izmed vseh avtomobilov, ki so se letos lahko potegovali za finale, izberemo 5 finalistov, mediji, ki v izboru sodelujemo. In v tem trenutku, ne ravno čisto v tem trenutku, ampak jutri, v ponedeljek 4. decembra, pridete na vrsto vi, ki lahko oddate svoj glas enemu izmed 5 finalistov na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Medtem, ko še čakamo na zmagovalca za slovenski avto leta, pa ne pozabite na supertestnega Mustanga in na postavljanje vprašanj. Takole, ko snemamo na setu, dobimo ogromno vprašanj, tako da verjamem, da se jih bo nekaj nabralo tudi na naši spletni strani in veseli bomo vsakega, potrudili pa se bomo, da čim bolj detaljno odgovorimo. Vmes nas spremljajte na vseh naših socialnih omrežjih, mi pa se vidimo naslednji teden. Srečno!